kaj je definicija programa zvestobe? Evo, danes spet začneva. To je ena strukturirana marketinška strategija. Zdaj enkrat mogo začeti govoriti, kaj to točno je, ampak marketinška strategija, ki spodbuja kupce k ponavljajočim nakupom. Zdaj, kako to počnemo, je skozi serijo nekih taktik, ki uporabnika nagovarjajo na neke njegove aktivnosti, ki jih lahko točkujemo ali jih ovrednotimo in mu za kontra temu ponudimo neko ugodnost, ali to v obliki finančnih ugodnosti ali pa v bistvu nefinančnih ugodnosti. To pa delamo predvsem zato, da izboljšujemo število interakcij z uporabnikom, gradimo neko njegovo vez z njim in boljša, ko je ta. Darja, a nam lahko programi zvestobe pomagajo pri teh spremembah, ki se dogajajo v oglaševanju, kjer si naši šefi ali pa naše stranke, odvisno v kateri poziciji smo, želijo zmanjševati budžete oziroma optimizirati budžete. Kako je lahko program zvestobe nek odgovor na to? Če hočemo na to odgovoriti, se nekako moramo vrniti na kaj sploh namen oglaševanja. Povzemimo recimo en primer, recimo neka športna trgovina. Športna trgovina po zimi oglašuje smučke, turne smuče, ne vem, dereze in podobno. Poleti oglašuje kajte, wake, surfe, take stvari. V vmesnih časih pa, ne vem, pohodniško opremo in opremo za športe v telovadnici in tako. Ne. Se pravi, ves čas mora nekako oglaševati svojo ponudbo zato, da privabi potencialne stranke, da se odločijo prav za njo. Ne. Zato, ker možnosti je danes veliko, niso samo športne trgovine, še trgovine z vsemi drugimi stvarmi ti lahko prodajo sup, tako da možnosti imamo danes res veliko. Ne. Zdaj pa neka potencialna stranka, ki je morda že kdaj bila v tej trgovini, se pa odloči, ok, danes bom šla pa ravno v to trgovino kupiti enega od teh predmetov in pride v trgovino in kaj se pol tam zgodi, ne? Nekdo, recimo prodajalka, reče, gospa, a ste vi članica našega programa zvestobe? Ker če ste, lahko danes že pri tem nakupu dobite, ne vem, ekstra ugodnost, 20% popusta. Nisem članica programa zvestobe. Ok, super, ni problem, zdaj lete včlanva in potem lahko že pri tem nakupu koristiš to ugodnost. Super, ne? Kdo zavrne tako dobro priložnost, ne? Mogoče pa zavrneš neki čist, a si članica zvestobe, nisi, ok, ne, pa nič ne dobiš, pa nič ne zgubiš, lahko zavrnem, ne. Ampak če se pa to zgodi, da dobim neko dobro ugodnost, sem pa jaz verjeten za, pa verjeten tudi vedva, ne, bi rekla, ja, itak dajte me včlaniti, tudi če nimam namena, ne vem, čez 3 mesece spet nekaj kupiti, ne. No, če se zgodi to, da si za, gospa ali pa gospod te včlanta in od tega trenutka naprej ima to podjetje res neko izredno dobro priložnost, da te iz nekega obiskovalca, enkratne stranke, nekako transformiramo neko zvesto, redno stranko. Ok, kako pa to naredi? Zdaj, kot članica programa zvestobe sem mogla dati neko soglasje, pa moje kontaktne podatke, ne? In od zdaj naprej lahko z mano komunicirajo direktno, brez tega, da bi mi rabili oglaševati in mi lahko vse te supe in opremo za zimo in za notranjo telovadbo direktno pač promovirajo prek e-maila ali pa drugih kanalov, odvisno kako imajo urejeno komunikacijo. Ne. Ampak lahko mi rečete, ja, sej, če prek e-maila se bi lahko bil sam newsletter sign-up in soglasje in rešeno. Ja, lahko bi bil, ampak program zvestobe ti omogoča, da imaš več nekih mehanizmov, s katerim mi lahko nekako malo manipuliraš, da stranko preobraziš v redno stranko. Ne? Newsletter je pač namenjen temu, da ti promoviraš svojo ponudbo, zdaj pa, če imam pa še neke ugodnosti in ti imaš neke točke in jaz ti rečem, Andrej, še 5 točk, pa lahko koristiš tole super ugodnost, ki je ful zate primerna, ker ti imaš ful rad te zimske športe, a ne? A veš, pa to je lažje, ne? Kukor če jaz sam rečem, zdaj imaš 10% popust na zimsko opremo, a boš kupil? Mislim, drugače, a ne? In s programom zvestobe lahko pač cenej prideš do nekih ponovnih nakupov, bolj si učinkovit kot v nekem oglaševanju.